Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Danes se bomo ukvarjali z osnovnimi pojmi prava digitalnega komuniciranja, pri čemer bomo posebni poudarek dali pravu intelektualne lastnine in posebej še avtorskim pravicam. Zakaj je to tako pomembno? V digitalni sferi praktično ne moremo več delovati ali funkcionirati ali uspešno poslovati, niti komunicirati, ne da bi poznali temeljna pravila avtorskega prava, temeljna pravila prenosov avtorskih pravic, temeljna pravila, ki veljajo za to, katera dela, na kakšen način in kako pravzaprav lahko v digitalnem okolju sploh uporabljamo. No in ko govorimo o pravu intelektualne lastnine, takole čisto uvodoma, moramo najprej razdeliti pravo intelektualne lastnine na 2 osnovna stebra, ki ga tvorita. Prvi steber, s katerim se bomo danes ukvarjali nekoliko bolj poglobljeno, so avtorske pravice. Kaj so avtorske pravice, kako jih delimo in zakaj so tako pomembne v digitalnem okolju, bomo torej izvedeli v nadaljevanju. Drugi steber prava intelektualne lastnine pa tvorijo tako imenovane pravice industrijske lastnine. Temeljna razlika med pravicami industrijske lastnine na eni strani in avtorsko pravico na drugi strani je v nastanku teh pravic. Avtorska pravica na nekem avtorskem delu, in kaj je to avtorsko delo, bomo videli v nadaljevanju, nastane samo s stvaritvijo avtorskega dela. Avtorskega dela ni potrebno nikjer posebej registrirati za to, da pridobimo določeno pravico iz naslova našega avtorskega ustvarjanja. Ko fotograf ustvari fotografijo, ko slikar naslika sliko, ko pisatelj napiše rokopis, ko kamerman posname nek video prispevek, tedaj na tem avtorskem delu nastane tudi avtorska pravica. Na drugi strani pa imamo pravice industrijske lastnine. Takole posplošeno ali pa na kratko jih lahko nekaj naštejemo. Vsi poznamo področje blagovnih in storitvenih znamk, rečemo, to pa je registrirana blagovna znamka, denimo, ne? Poznamo tudi področje modelov, kaj so to modeli na področju industrijske lastnine, niti ne bomo posebej v podrobnosti obravnavali, pa vendar gre za zaščito neke podobe, nekega objekta, ki ga želimo s tem, ko ga registriramo, zaščitimo tudi nekako zavarovati pred tem, da bi ga lahko konkurenčna podjetja ali druge osebe uporabljale v enaki ali zelo podobni obliki. Vsi vemo tudi ali pa poznamo pojem patentov, tudi patenti sodijo med področja industrijske lastnine. In pa še mogoče takole za dodatek, tudi geografska označba porekla blaga, torej nekakšna zaščita blaga, ki nastane na nekem določenem geografskem območju, pod določenimi pogoji, tudi sodi v področje industrijske lastnine. No, rekli smo, da se torej razlikujeta predvsem po tem, kako pravica nastane. Avtorska pravica nastane sama po sebi, ko avtorsko delo torej nastane, ko je ustvarjeno strani avtorja, industrijsko lastnino pa moramo registrirati. Znamka, da postane registrirana blagovna znamka, potrebuje izpolniti določene kriterije, določen postopek. V Sloveniji te postopke vodimo pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino URSIL. Blagovna znamka se lahko registrira, ko izpolnimo vse pogoje, da je dovolj razlikovalna, da izpolnjuje torej vse ostale kriterije, ki jih zakon na tem področju predvideva, in o tem se bomo v nadaljevanju predavanj tudi še nekaj učili.
In potem, ko plačamo določeno pristojbino Uradu za intelektualno lastnino, pridobimo pravico iz te registrirane blagovne oziroma storitvene znamke. Registracija znamke, torej registracija blagovne znamke, denimo ne ugasne. Podaljšujemo jo vsakih 10 let, če izpolnjujemo pogoje, da lahko torej to znamko podaljšamo in jo še naprej uporabljamo, pa vendarle bomo lahko to počeli v nedogled. Za razliko od avtorske pravice. Avtorska pravica pa ugasne 70 let po smrti avtorja. Če je avtorjev več, pa avtorska pravica ugasne 70 let po smrti zadnjega od soavtorjev. Preden pa nadaljujemo z temeljnimi pojmi avtorskega prava, skočimo nekaj stoletij v zgodovino. Avtorsko pravo se je pravzaprav pojavilo relativno pozno v primerjavi z nekimi drugimi pravnimi področji, ki smo jih urejali ali pa so jih civilizacije in družbe, države urejale že mnogo pred nastankom ali pa prvim razmišljanjem o nastanku avtorskega prava. Dostikrat takole vprašam, ali so imeli v stari Grčiji, v starem Rimu razvito kulturo? Seveda, vprašanje je retorično, odgovor je vsem jasen, kiparstvo, slikarstvo, vse druge oblike ustvarjalnega dela so seveda obstajale že mnogo, preden smo se začeli sploh pogovarjati o pravnem urejanju razmerij v družbi. Naslednje podvprašanje je spet retorično, ali so v starem Rimu poznali pravo, ali so urejali svoje razmerja z kompleksnimi pravnimi pravili. Tisti, ki so hodili na pravno fakulteto, vedo, da je v prvem letniku najtežji predmet verjetno prav rimsko pravo. Torej je na to retorično vprašanje odgovor jasen. Pravna razmerja so zelo natančno in zelo podrobno urejali tudi v starem Rimu. Ampak avtorskega prava pa niso poznali. Niti se s tem vprašanjem niso ukvarjali. Šele okoli leta 1455, ko gospod iz Nemčije ustvari, izdela nek stroj, izumi nek postopek, se pravzaprav prvič v zgodovini začnemo ukvarjati z vprašanjem, da bo potrebno nekaj urediti tudi v razmerju med avtorji in tistimi, ki izkoriščajo avtorska dela. Seveda govorim o Gutenbergovem izumu tiskarskega stroja, kjer prvič v zgodovini ljudje dobimo v roke možnost, da iz enega originala ustvarimo praktično neskončno število identičnih kopij. Nikoli prej v zgodovini seveda ni bilo možno kopiranje del tako enostavno, tako poceni in tako hitro, kot z izumom tiskarskega stroja. Zamislite si, predtem so ljudje pisana dela prepisovali, nikakor pa niso mogli reproducirati enakega števila, torej neskončnega števila enakih kopij, kot je to možno z tiskarskim strojem. In takrat se torej prvi začnemo pogovarjati o avtorskem pravu. Zakaj je to morda tako pomembno? Če pogledamo v angleško besedo za avtorsko pravico, avtorske pravice, copyright, the right to copy, pravica kopirati. Torej, avtorsko pravo in avtorska pravica je relevantna v okolju ali v razmerjih, kjer se avtorska dela reproducirajo, kopirajo. Čisto po domače bi lahko, ali pa zelo poenostavljeno, postavili vzporednico med kopirati, reproducirati, uporabljati avtorska dela. Seveda se vsa avtorska dela ne kopirajo v fizični obliki, kot recimo knjige, pisana dela in tako dalje. Številna se reproducirajo tudi v tako imenovani netelesni obliki. Recimo radijski program se v netelesni obliki priobčuje, kot rečemo, javno priobčuje preko radijskega etra. In pa seveda še eno zelo pomembno področje uporabe, na katerega dostikrat pozabljamo v avtorskem pravu, pa je uporaba avtorskih del v spremenjeni obliki. Torej v obliki predelav ali priredb. Torej, avtorska dela lahko reproduciramo v telesni obliki, v netelesni ali v spremenjeni obliki. V vsakem primeru pa gre za vprašanje reprodukcije, kopiranja, copyright, the right to copy. Preden pa gremo v podrobnosti ali pa v malce več informacij o tem, kaj so moralne avtorske pravice, kaj so materialne avtorske pravice in katere so tiste posebne veščine ali znanja, ki jih bomo morali poznati v digitalnem okolju, si poglejmo še 3 pojme, ki jih res moramo poznati. Pojem avtorja, pojem avtorskega dela in pojem avtorske pravice ali, kot smo rekli po angleško, copyright. Avtor je vedno samo fizična oseba.
Človek, ki avtorsko delo ustvari. Avtor ne more biti stroj, ne more biti računalnik, ne more biti žival, je lahko torej samo človek. Tukaj je kar nekaj zanimivih anekdot in zanimivih dilem, s katerimi se bomo srečevali, zlasti v digitalnem okolju, že v zelo bližnji prihodnosti, zanesljivo pa v naslednjih letih bo to ena izmed temeljnih vprašanj avtorskega prava. Umetna inteligenca. Sam predavam na nekaj visokošolskih zavodih in vprašam študente, kdo je ustvaril seminarsko nalogo. ChatGPT ali kakšno drugo orodje umetne inteligence, morda študent, kdo se podpiše po takšno avtorsko delo? Ali je to sploh avtorsko delo? To so dileme, s katerimi se bomo zanesljivo še srečevali in tudi v enem od naših predavanj, kjer se bomo dotaknili tudi regulacije umetne inteligence, se bomo seveda dotaknili tudi tega vprašanja. Imamo zanimivo anekdoto iz živalskega sveta, pravzaprav iz živalskega vrta. Nekoč je opica makaka, konkretno vrste makaka, sunila, ukradla fotoaparat ali pa si ga sposodila od enega fotografa. Igrala se je s fotoaparatom in naredila številne selfije, vrhunske, zanimive, neverjetno dobre fotografije, pa vendar jih je ustvarila opica. Pojavila se je pravna dilema. Kdo uživa avtorske pravice, kdo je upravičenec iz naslova avtorskih pravic? Opica, lastnik fotoaparata ali lastnik živalskega vrta? Na to vprašanje danes še ne bom odgovoril, samo v razmislek. Vemo pa, da v nobenem primeru to ni mogla biti opica. Avtor je torej lahko samo fizična oseba, samo človek. Kaj je torej avtorsko delo? Avtorsko delo je delo, ki ga ustvari avtor, ki pa mora izpolnjevati, kot bomo videli v nadaljevanju, 5 kumulativno izpolnjenih kriterijev. Ko rečemo kumulativno, pomeni, da postavimo med posamezne kriterije ali pogoj vezaj in. Nekaj in nekaj in nekaj in nekaj mora biti izpolnjeno skupaj kumulativno, da lahko avtorsko delo, da lahko neko delo uživa status avtorskega dela. Vemo torej, kdo je avtor, fizična oseba, ki neko avtorsko delo ustvari. Vemo, kaj je avtorsko delo, torej moramo spoznati še avtorsko pravico. Pravico reproduciranja, pravico uporabe, pravico izkoriščanja avtorskega dela. In prav avtorske pravice so ključne. Ključne zato, ker se te pravice lahko prenašajo, njihov del, to so materialne avtorske pravice, od avtorja na pridobitelja teh pravic, lahko je to naročnik, lahko je to agencija, lahko je to kjerkoli podjetje ali druga oseba in potem seveda po tej verigi prenosov tudi naprej do novih in novih in novih upravičencev oziroma pridobiteljev avtorskih pravic. To so materialne avtorske pravice. Ampak preden gremo na materialne avtorske pravice, se dotaknimo še pojma ali pa definicije moralnih avtorskih pravic. Moralne avtorske pravice so tiste, nekoliko posplošeno povedano, ki predstavljajo neko duhovno vez med avtorjem in njegovim avtorskim ustvarjanjem. Čisto po domače in zelo poenostavljeno je najpomembnejša takšna pravica, pravica do priznanja avtorstva. To je pravica, da se avtor podpiše pod svoje avtorsko delo. In te pravice z nobeno pogodbo, z nobenim pravnim poslom ne moremo prenašati na druge osebe. Torej, pogodbeno s pravico avtorja do podpisa pod avtorskim delom ne moremo razpolagati. Edino avtor, ki je neko avtorsko delo ustvaril, lahko je recimo za primer to fotograf, ki ustvari fotografijo, se lahko odloči, kako bo podpisan, če sploh, pod svoje avtorsko delo. Tega ne more v njegovem imenu storiti ne naročnik, ne urednik, ne izdajatelj spletnega mesta, nihče. Avtor je tisti, ki svojo moralno avtorsko pravico priznanja avtorstva izkorišča, uveljavlja tako, da se odloči, kako bo podpisan in kako se lahko avtor podpiše pod avtorsko delo. Najpogosteje z imenom in priimkom, lahko tudi z inicialkami, lahko se odloči, da sploh ne bo podpisan, ali pa se recimo odloči, da bo podpisan s psevdonimom, z nekim izmišljenim imenom. V vsakem primeru pa je potrebno to njegovo voljo, željo spoštovati, tam, kjer je to seveda tehnično možno in izvedljivo. Poglejte, v praksi obstajajo kar številni primeri, kjer pa avtorja ni mogoče ali pa vsaj ne zelo enostavno podpisati pod avtorsko delo. In tudi v digitalnem okolju, s katerim se ukvarjamo v sklopu naših izobraževanj, je temu pogosto tako. Ali gre za manjše fotografije, spletne pasice,
morda za kakšna audiovizualna dela, lahko so to tudi oglasi v spletnem okolju, ki jih pač preprosto ni mogoče enostavno ali sploh podpisati. Čisto metaforično si zamislite, kako bi izgledalo na televiziji, na linearni televiziji, to so televizije, kot so recimo TV Slovenija, Pop TV kanal, TV3, Planet TV, da ne bom koga pozabil, to so BBC, CNN, to so linearne televizije, ki oddajajo svoj linearni program, ki ga urejajo in pripravljajo uredniki. Natančno določeni oglaševalski bloki za predvajanje oglasov, ki jih je lahko, vsaj v Republiki Sloveniji in tudi v Evropski uniji, na podlagi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, 12 minut v uri. Zamislite si, da bi 10-sekundni oglas na televiziji morali na koncu podpisati še z vsemi avtorji, kot to počnemo pri filmih. 10-sekundni televizijski oglas in 30 sekund od javne špice za vsemi avtorji. To seveda ni mogoče. Prav tako tudi ni mogoče podpisati kakšne zelo majhne fotografije, spletne pasice, kot sem že omenil, v končni fazi tudi avtorjev radijskega oglasa ali pa audio oglasa, na koncu oglasa ne moremo podpisati oziroma omeniti vseh avtorjev, ki so pri njegovem nastanku sodelovali. Vendarle pa, in to je zelo pomembno, v digitalni sferi je mogoče podpisovati avtorje pogosto ali pa praviloma. Nedopustno je, da se objavljajo fotografije ali pa da se objavljajo pisana besedila, ne da bi se pri tem podpisalo avtorja proti njegovi volji. To se pravi, avtorja je potrebno podpisati in tudi mogoče podpisati. Ni nujno, da se ga podpiše pod vsako delo neposredno, lahko se ga tudi podpiše na nekem spletnem mestu na področju impresuma, to se pravi nekega seznama avtorjev, možnosti je več. Nedvomno pa je moralne avtorske pravice v digitalnem okolju potrebno spoštovati na enak način in v enakem obsegu, kot se jih spoštuje tudi na drugih področjih. Nobenega posebnega pravila ni, ki bi reklo, v avtorskem pravu pa enostavno avtorska pravica ne velja do te mere, kot velja v fizičnem svetu. Avtorske pravice na spletu, kot sem že večkrat poudaril, so torej povsem enake ali pa v veliki meri, vsaj v temeljnih pravilih, povsem enake kot avtorske pravice, ki jih poznamo na drugih področjih. Seveda so določene posebnosti, z njimi se bomo v nadaljevanju še podrobneje ukvarjali, pa vendarle temeljna pravila so povsod enaka. Še 15 let nazaj je bilo precej normalno, seveda v narekovajih, da smo vzeli neko fotografijo z nekega spletnega mesta, recimo, da je bilo na neki novozelandski, takole metaforično, domeni in tisto fotografijo uporabili na svojem spletnem mestu, morda celo v kakšni oglaševalski kampanji, morda izdali v kakšni knjigi, natisnili v časopisov in nikomur se ni zgodilo nič. Danes temu ni več tako. Številna podjetja, ki objavljajo fotografije in druga avtorska dela na spletu, so že dobila ne prav prijazna pisma in obvestila strani specializiranih podjetij za varovanje avtorskih pravic na spletu. Zakaj gre? Neko podjetje, lahko je Slovenija, Avstrija, Nemčija, iz kjerkoli v Evropski uniji, zastopa določeno število avtorjev. Dajmo za poenostavitev reči fotografov. Fotografi svoje fotografije dajo v bazo tega podjetja in to podjetje preko svojih računalniških algoritmov, ki so seveda gnani tudi z umetno inteligenco, po spletu išče primere, ko je nekdo to fotografijo brez privolitve ali pogodbe objavil. Ko najdejo meč, ko se prekrije ta uporabljena fotografija in fotografija iz baze in ugotovijo, da pravice niso bile prenesene, kaj veliko drugega ne preostane, kot da pošljajo prijazen dopis, v katerem zahtevajo bistveno višje plačilo, kot bi sicer bilo, če bi se vnaprej in s pisnimi pogodbami, s pisnimi licencami, lahko so tudi na spletu, dogovorili za uporabo takšne fotografije. Če bi bilo torej včasih precej enostavno piratizirati ali pa jemati ali pa uporabljati tuja avtorska dela, je v digitalnem okolju to vse težje. Seveda pa so se razvili tudi posebni modeli, recimo poslovni modeli na področju glasbe, na spletu, ki poskušajo združiti tako legalno uporabo avtorskih del, uporabo glasbe, poslušanje te glasbe, pretočne vsebine in na drugi strani seveda dostopno ceno za vsakega uporabnika, tako da uporaba takšnih avtorskih del, recimo glasbenih del, niti več ni
zanimiva, interesantna in se tudi ne izplača več. No, pa gremo vendarle nekoliko spet nazaj korak in gremo v teorijo. Govoril sem o moralnih avtorskih pravicah. Omenil sem najpomembnejšo, to je pravica priznanja avtorstva. To je pravica, da se avtor podpiše pod svoje avtorsko delo. Na spletu je to pravico potrebno spoštovati povsem enako, kot jo spoštujemo na drugih področjih. Poznamo še nekaj moralnih avtorskih pravic. Pravica do prve objave, pravica spoštovanja dela in pravica skesanja. Prav v podrobnosti pri tem ne bom šel, pa vam že sama beseda prva objava pove, da je avtor tisti, ki ima izključno pravico, da se odloči, kdaj in kako bo njegovo delo prvič objavljeno. Pravica spoštovanja dela, pa kot tudi že same besedne zveze izhaja, pa predstavlja moralno pravico avtorja, da se ne posega v njegovo avtorsko delo onkraj dovoljenega. Sedaj pa gremo en korak naprej in to pa je področje materialnih avtorskih pravic. Ugotovili smo torej, da so moralne avtorske pravice neprenosljive, z njimi ne moremo razpolagati v pogodbi, moramo jih spoštovati in zelo pomembno je, da avtorje pod dela podpisujemo. Materialne avtorske pravice na drugi strani pa so tiste, ki jih lahko prenašamo na tretje osebe, na pridobitelje. Avtor jih prenese na svojega naročnika, na podjetje, lahko tudi na delodajalca, za kar pa spet obstajajo posebna pravila, s katerimi se bomo seznanili nekoliko kasneje. Materialne avtorske pravice so torej tiste, ki opisujejo način uporabe, reprodukcije, izkoriščanja avtorskega dela. Ker je seveda avtorskih del neskončno ali nešteto, je tudi materialnih avtorskih pravic ogromno. Nikakor ne obstaja zaprt seznam materialnih avtorskih pravic, kako lahko torej vsa avtorska dela izkoriščamo ali uporabljamo. Materialnih avtorskih pravic je toliko, kolikor je znanih oblik uporabe avtorskih del. Znanih oblik uporabe avtorskih del. Torej ne moremo razpolagati ali prenašati pravic uporabe, ki še ne obstajajo. Takole na rezervo, da bi si napisali še nekaj pravic, pa morda čez 10-20 let pridejo prav, to ni mogoče. Znane oblike razpolaganja z avtorskimi deli lahko prenašamo in temu rečemo materialne avtorske pravice. Kako jih prenašamo? Pomembno si je zapomniti, da v avtorskem pravu obstaja zelo pomembno in temeljno načelo pisnosti pogodb. To se pravi, avtorske pravice lahko prenašamo s pisnimi pogodbami, s pisnimi dokumenti, s pisnimi dogovori. Ustni dogovori ali pa brez dogovorov ali pa samo z računi ali pa brez vsega, to je na področju avtorskega prava izjemno nevarno, zlasti za naročnike, kajti avtorske pravice, to so materialne avtorske pravice, se lahko prenašajo izključno s pisnimi pogodbami in dogovori. Če tega dogovora ni, obstaja dvom, kaj sta se avtor in pridobitelj v resnici dogovorila. In če obstaja dvom, bodo sodišča, oziroma pristojno sodišče, okrožno sodišče v Ljubljani, v primeru Slovenije, praviloma odločili v korist avtorjev. Latinsko rečemo in dubio pro auctoris, v dvomu odločamo ali razsojamo v korist avtorjev. Če torej ne obstaja pisna pogodba, ste digitalno podjetje, ste organizacija, ki oblikuje svojo spletno stran, ste podjetje, ki naroča avtorska dela, morda fotografska dela, audiovizualna dela, in če ne bo obstajala pisna pogodba med vami in avtorjem, ali avtorji, soavtorji del, potem bo seveda obstajal dvom, kaj ste se v resnici dogovorili. V najslabšem primeru seveda ne boste mogli izkoriščati teh avtorskih del v obsegu, ko ste si zamislili in to kljub temu, da ste avtorjem plačali njihov avtorski honorar. Torej zapomnimo si, v digitalni sferi in povsod drugod se avtorske pravice prenašajo s pisnimi pogodbami, s pisnimi dogovori, iz katerih je povsem jasno, kdo je naročnik in kdo je avtor, katere materialne avtorske pravice se prenašajo. In še enkrat, teh je toliko, kolikor je znanih oblik razpolaganja z avtorskimi deli. Ali je torej, takole retorično vas vprašam, pravilno napisati v pogodbi, da se vse materialne avtorske pravice, recimo na neki fotografiji ali na temle videu, ki ga snemamo, prenašajo enkrat za vselej in vse primere? Odgovor je ne. Takšna določba ne pomeni nič. Kaj je to enkrat za vselej in vse primere? Kateri so vsi primeri? Obstaja dvom.
In naročniki zelo pogosto to pozabljajo, misleč, da bodo s tem stavkom pridobili vse pravice, za katere so plačali honorar ali nadomestilo za uporabo avtorskih del, pa vendar jih ne pridobijo oziroma v zelo omejenem obsegu. Nastal je dvom. Zato je potrebno v pogodbah, v pisnih dogovorih natančno opredeliti posamične materialne avtorske pravice, ki jih prenašate. Dajmo za primer našega izobraževanja, primer, da naročimo izdelavo spletne strani. Z avtorji, ki bodo izdelali našo spletno stran, moramo skleniti ustrezne pogodbe. Lahko je to tudi s podjetjem, ki nam bo izdelalo spletno stran, pa mora imeti to podjetje urejeno s svojimi avtorji ustrezne pogodbe, s katerimi prenašajo avtorske pravice. In vse pravice uporabe gradiv, avtorskih del na tem spletnem mestu moramo posamično navesti, posamične materialne avtorske pravice. Recimo, da bomo od fotografa naročili izdelavo fotografije. Ne bo dovolj, da napišemo objava fotografije v naših medijih. Katerih medijih? Za koliko časa? Za kater prostor? Posamično obliko uporabe fotografij, reprodukcija na spletnem mestu, reprodukcija v oglasih, reprodukcija in distribucija na druge načine, moramo posebej opredeliti. In ko smo enkrat natančno opredelili materialne avtorske pravice, ko smo natančno opisali, kako bomo posamezna avtorska dela uporabljali, se moramo odločiti še za koliko časa. Vemo, da avtorska pravica traja do 70 let po smrti avtorja. Torej se lahko odločimo za ves čas trajanja avtorske pravice, kar pomeni, da smo pravice pridobili, dokler le te ne bodo ugasnile po samem zakonu. Ali pa se odločimo za krajši čas, lahko je to za en teden, eno leto, en mesec, 2 leti. Skratka, čas prenosa uporabe, pravic uporabe avtorskih del moramo tudi v pogodbah natančno opredeliti. In ko smo opredelili tudi to, se moramo vprašati, kje pa se bodo ta avtorska dela uporabljala. Ali bo to samo v Sloveniji? Nas morda zanima še kakšna druga država? Smo izvozniki? Smo podjetje, ki delujemo na spletu? Smo podjetje, ki komuniciramo? Morda tudi v tržnem komuniciranju, v oglaševanju na trgih izven Slovenije? Ali je dovolj, da za oglas odkupimo avtorsko pravico, ki ga bomo potem predvajali na spletu samo za Slovenijo, če pa se bodo ti oglasi predvajali tudi recimo na Hrvaškem ali v Avstriji ali v Italiji, na televizijah, na spletu. Teritorij prenosa moramo torej natančno opredeliti, lahko pa seveda od avtorjev odkupimo pravice tudi za ves svet. V tem primeru pač velja prenos pravic oziroma uporabe teh pravic za vse države sveta. No in pri avtorskem pogodbenem pravu, torej ko opredeljujemo način uporabe avtorskih del, ko prenašamo avtorske pravice od avtorja na naročnika, od avtorja na agencijo, od enega podjetja na drugo podjetje, ne smemo pozabiti tudi na izključnost in neizključnost prenosa. Pogosto zapišemo prav vse parametre, vse elemente v pogodbo natančno in pravilno, vendar pozabimo na to, da se pravice lahko prenašajo tudi izključno ali neizključno. Morda za lažje razumevanje lahko damo sopomenko izključno in ekskluzivno, neizključno, neekskluzivno. Če bomo torej pridobili kot naročniki od avtorjev v nekem digitalnem projektu ali kjerkoli pravice izključno, pomeni, da jih bomo lahko ta avtorska dela za čas trajanja prenosa pravic in za materialne avtorske pravice, za katere smo se dogovorili, uporabljali samo mi, tudi ob izključitvi avtorja. Če pa je prenos pravic neizključen ali neekskluziven, pa bo lahko avtor ta avtorska dela, ki nam jih je prenesel, torej na katerih pravice nam je prenesel, uporabljal tudi sam ali pa jih prenašal naprej na tretje osebe. Kar si seveda pogosto ne želimo. Ko naročamo neko avtorsko delo, si želimo pogosto, kot naročniki, da pridobimo te pravice izključno ali ekskluzivno. Bi pa seveda opozoril, da je pogosto pri izključnem prenosu, časovno neomejenem prenosu, teritorialno neomejenem prenosu, tudi vprašanje višje cene avtorskega nadomestila. Tako se moramo vedno vprašati, za katere namene, za koliko časa in za katera območja pravzaprav potrebujemo avtorske pravice oziroma kako dolgo in kje bomo ta avtorska dela uporabljali. Potem to zapišemo zelo natančno in posamično v pogodbe. Danes govorim zelo posplošeno o avtorskih pogodbah. To seveda ni potrebno, da je avtorska pogodba oziroma pogodba civilnega prava, ki jo sklepata fizična oseba in podjetje, s katero se prenašajo te pravice iz avtorja na neko podjetje. To je lahko tudi pogodba med dvema podjetjema, s katerim eno podjetje na drugega prenaša neke avtorske pravice ali licenčne pravice.
Vendar je splošna pravila, da je potrebno način uporabe, čas trajanja in izključnost in seveda še nekaj drugih parametrov določiti natančno, veljajo na vseh področjih avtorskega pogodbenega prava. Ne pozabimo tudi na to, da mora biti po splošnih pravilih obligacijskega prava seveda določen predmet, na katero avtorska dela se posamezna pogodba in prenos pravic nanaša, in pa cena. To se pravi, določiti je potrebno v pogodbi tudi nadomestilo, plačilo za uporabo teh avtorskih del, torej za njihovo izkoriščanje in za prenos materialnih avtorskih pravic. Omenil sem tudi, da mora biti za to, da nekemu delu pripoznamo status avtorskega dela, kumulativno, sočasno izpolnjenih 5 pogojev. Teh 5 pogojev je individualnost, intelektualnost, stvaritev človeka, področje in izraženost. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni sočasno, kumulativno. Med posameznimi pojmi, ki sem jih naštel, postavimo vezaj in. Če pa bi rekli, da morajo biti pogoji izpolnjeni alternativno, da bi bil torej lahko izpolnjen katerikoli od teh pogojev, pa bi si to najlažje predstavljali tako, da bi med posameznimi besedami obstajala besedica ali intelektualnost, ali individualnost, ali stvaritev človeka. Zato, da je neko delo pripoznano, da ima status avtorskega dela, morajo biti torej kumulativno izpolnjenih teh 5 naštetih pogojev. Nekaj posebnih pravil v avtorskem pravu velja tudi na področju pogodb o zaposlitvi, torej rednih zaposlitev. Ko je nekdo redno zaposlen, pomeni, da ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Splošno pravilo, ki ga določa 101. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, pravi posplošeno takole, da se v primeru, da se avtorsko delo ustvari po navodilu delodajalca oziroma v delovnem procesu pri delodajalcu, se materialne avtorske pravice avtorja prenesejo na delodajalca za 10 let, razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. Za 10 let, razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. S katero pogodbo? Lahko je to pogodba o zaposlitvi ali katerakoli druga pogodba, in tukaj se postavlja zelo pomembno vprašanje. Ljudje, ki ustvarjajo avtorska dela, zaposleni, delavci, ki ustvarjajo avtorska dela v delovnem razmerju, pogosto ta dela torej prenesejo pravice na delodajalca za 10 let, potem pa delodajalec ta dela uporablja tudi po preteku tega časa. Ali to delodajalec sme storiti? Seveda sme, torej delavec mu tega ne more preprečiti, delodajalec lahko uporablja avtorska dela tudi dlje kot 10 let, vendar, če ni bilo s pogodbo drugače dogovorjeno, mora plačati avtorju za to primerno nadomestilo. Če torej s pogodbo ni bil določen daljši čas prenosa avtorskih pravic ali drugačen od teh 10 let. To se v praksi zelo pogosto pozablja in danes številna avtorska dela, ki jih najdemo na spletu, verjetno, za marsikatero od teh del bi lahko ugotovili, je torej teh 10 let od nastanka tega dela pri nekem delodajalcu že poteklo, pa ni bilo s pogodbo med avtorjem, med delavcem, istočasno avtorjem in delodajalcem drugače dogovorjena. Zato velja posebno pozornost nameniti avtorskim pravicam, avtorskim delom v delovnem razmerju, si vzeti morda nekaj časa, prevetriti te pogodbe, pogledati, kdo v našem podjetju, ki se ukvarja z digitalnim poslovanjem, ki se ukvarja z avtorskimi deli na kateremkoli področju, pa ta dela ustvarjajo redno zaposleni delavci, kje morda in pri katerem od teh delavcev bi veljalo pogledati, ali je dogovor med delavcem in delodajalcem na podlagi 101. člena zakona ustrezen, ali pa bi ga bilo dobro morda prilagoditi tako v korist avtorja, kot v korist oziroma delavca, kot v korist delodajalca. Torej govorimo o avtorskih delih iz delovnega razmerja, za katere veljajo posebna pravila, drugačna od tistih, o katerih smo se pogovarjali nekoliko prej, ko smo govorili o avtorskih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava, s katerimi prenašamo materialne avtorske pravice in kjer se vsakič znova odločimo za prostor, čas, izključnost, neizključnost in obseg materialnih avtorskih pravic ter honorarja seveda, ki ga uredimo v takšni avtorski pogodbi. Pa moramo res prav za vsako avtorsko delo, ki ga želimo uporabiti recimo na našem spletnem mestu, pridobiti avtorske pravice s pisnimi pogodbami.
No, nekaj primerov, kjer to ni potrebno, že poznamo. Avtorska dela, kjer je avtor mrtev že več kot 70 let, oziroma zadnji od soavtorjev, so prosta in jih lahko torej uporabljamo tudi na našem spletnem mestu. Morda so to fotografije, morda so to kakšni kratki audiovizualni deli, audiovizualna dela, torej pri teh delih ne bo težav. Pa poznamo še kakšen tak primer. Da, recimo omenimo Creative Commons, organizacijo, združenje, kjer avtorji zavestno v programu Creative Commons ponujajo svoje avtorska dela, jih dajo na voljo, ponujajo licence za brezplačno uporabo teh avtorskih del pod določenimi pogoji. Torej, pogledamo si lahko tudi takšne zbirke, kot je recimo zbirka avtorskih del na spletnem mestu Creative Commons in lahko morda najdemo tudi kakšna zanimiva avtorska dela, ki jih bomo lahko pod pogoji, ki jih določajo avtorji in določajo licence Creative Commons, takšna dela tudi uporabljali. Ne? Za konec pa si še pogledamo, zakaj se zakon imenuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ZASP. Temeljni predpis iz leta 1995, ki je bil do danes seveda že večkrat noveliran, dopolnjen, spremenjen in glede na hiter razvoj digitalnega okolja pa umetne inteligence ne dvomim, da bo ta zakon še velikokrat dopolnjen in nadgrajen. Pa vendarle, temeljni predpis Zakon o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995. Kaj so torej sorodne pravice? Poglejmo si morda za konec spet na enem takem čisto metaforičnem, praktičnem primeru. Zamislite si koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Avtor glasbe, to je skladatelj in avtorsko delo je skladba, torej notni zapis nekega glasbenega dela, pride v dvorano in prične brati svoj notni zapis. Koliko poslušalcev, kako dolgo bi ostalo v tej dvorani in bi poslušalo skladatelja, kako bere svoj notni zapis? Prav veliko ne. Kaj manjka? Ta avtorsko delo, to je notni zapis nekega glasbenega dela, zaživi v svojem polnem namenu. Manjkajo izvajalci, manjkajo glasbeniki, manjka orkester. To so ljudje, ki znajo prebrati in uporabiti note, jih zaigrati in s tem iz avtorskega dela tudi privabiti tisto, čemur je namenjeno. In izvajalci, glasbeniki so tisti, ki imajo sorodne pravice. Pa ne le oni, imajo jih tudi založniki. Kaj bi nam pomagalo, če avtor napiše svoj rokopis in ga bere sredi nekega trga? Koliko ljudi bi dosegla ta čudovita knjiga, ta čudoviti rokopis? Ne prav veliko, tiste, ki bi ga poslušali, pa še tega ne bi mogli poslušati več kot nekaj minut ali morda kakšno uro. Kaj manjka? Rokopis je potrebno izdati v knjigi. Založnik. Založniki imajo podobno kot izvajalci, kot glasbeniki, tudi sorodne pravice. Kdo še? RTV organizacije. Kaj nam pomagajo vsi igralci, vsi nastopajoči, vsi scenariji in režije, vsa audiovizualna dela, če ni nikogar, ki zna to spraviti v etru ali po kablu ali kakorkoli do gledalcev. Torej tudi RTV organizacije in filmski producenti imajo sorodne pravice. Sorodne pravice imajo tudi izdelovalci podatkovnih baz. To je zelo pomembno za naše področje digitalnega poslovanja. Izdelovalci podatkovnih baz v digitalnem okolju imajo prav tako sorodne pravice na bazi teh podatkov. Posamezna informacija in posamezni podatek ni avtorsko pravno ali kakorkoli drugače relevanten kot sorodna pravica izdelovalca podatkovnih baz, kot neke baze, kot celote. In te sorodne pravice se prenašajo podobno kot avtorske pravice. Prav tako se prenašajo s pogodbami, v veliki večini primerov, ali se urejajo na drug način, ki ga določa zakon. In tudi na te pravice ne smemo pozabiti, ko urejamo določena razmerja v našem podjetju ali v naši organizaciji na področju avtorskega prava v digitalnem poslovanju, v digitalnem okolju. Tako pogledali smo si nekaj osnovnih pojmov avtorskega prava in prava intelektualne lastnine. Gre za izjemno pomembno področje, pravzaprav temeljno področje, jaz bi celo rekel ustavo poslovanja ali delovanja v digitalnem okolju. Seveda pa je teh predpisov in teh področij še veliko. Tudi o nekaterih poudarkih, ki smo jih danes morda zgolj omenili ali se jih dotaknili na področju prava intelektualne lastnine, bomo podrobneje govorili skozi številne druge primere in pa tudi skozi številne druge predpise v nadaljevanju našega izobraževanja. Hvala lepa.